torej vprašanje, kater ti je najbolj ostal v spominu letos? Kaj, letos? Ja. Anime? Tizga, ki ga je nazadnje pogledal. Tam imamo plakat. Maybe. Ne, pa Eminence Shadow je zakon anime, ampak ne bi ga dal pa, da je najboljši. No, Ne, zdaj govorimo najboljše kot tak. Najbolj tebi, Kater je najbolj? tak v srcu. V bistvu zdaj spominja sploh ne vem, zato ker gledam ne, da? tekoče animeje, enostavno povozem, kaj sem Vinland Saga je za moje pojme boljši od Freerena. Samo zaenkrat. Okay. Ta druga sezona je bila fenomenalna, pač ta character growth, ki ga je naredil Thorfinn. Pa tudi pripravil me je, sej tudi po priporočilu Gregija, ne? Ampak da sem šel brat mango and it just like keep getting better. It's keep getting better. Ne? Zato bi rekel, naprimer, pač, ja, Vinland Saga je definitivno, pač po mojem je meni, no, vsaj najljubša tega leta. Rekel bom, da je to anime, ki me je najbolj presenetil. Ja, od vseh animejev, sploh, od vseh, ker na začetku sem bil iz tega anime ne morem dokončati, ker smo bili v tisti fazi, ko je Thorfinn v bistvu prišel v svoj nekak Farmland sago, ne, in je vse, ker je anime prikazoval 10 epizodi, kako on v bistvu seje in žanje pšenico, whatever. In pripravlja nivo za to, da bo žel pšenico, which is fine, ampak da to gledaš teden za tednom, it's like, what's the point? It's like, okay, it's not even a farming anime. To bi mogli biti vikingi in vikingi bi mogli se fightat, fucking do viking stuff, right? To bo naslednja sezona taka. In potem je nekako prešlo zadevo malo bolj na njegovo psihologijo. Začel sem razumevati, on je vse te travme puščal v tej zemlji. In vrhunec je bil, ko se je srečal spet s kraljem, ki ga je poslal v to suženstvo. Kanutom. Ki ga je nekako poslal v to suženstvo. In, jaz bi rekel, da to je sigurno, če bojo imeli nek Crunchyroll, anime, awards, whatever. Upam, da je Vinland Saga nekako vsaj... Just remember, you have no vsaj predlog. Po moje bo Oshino Ko tudi zelo visoko. Oshino Ko pa Frieren tudi. Pač ti popularni, ko se ljudje jih spomnijo, bojo bili. Ampak jaz bi rekel, da animeji so del svojega časa. Ko jih gledaš, si ti v drugačnem mentalnem stanju, imaš drugačne probleme v življenju tisti čas, ko ga gledaš. In se te lahko enak anime drugače dotakne v različnih časovnih razmerih. Ki si v drugem fazi življenja. Točno tak. In vsak je dober, vsak je neverjeten in nima smisla jih tako kategorizirati, ker jih kategoriziraš zdaj v tem trenutku, kak imaš zdaj svoje življenje porešlihtano. In tu je, kako lahko. Ene so univerzalno dobre, ki ne bojo nikoli padle, ampak vsak anime je dober za sebe. Mislim, da so pač kakšni taki anime, ki so res tako močni, da te nekako prisilijo v razmišljanje v smeri tega sporočila animeja, ne glede na to, pač v kateri fazi si. En tak predstavnik sigurno razmišljujočega animeja je sigurno Frieren v tej sezoni, kjer ni samo Jašike in ni samo Isekai, ampak... Isekai? Kaki Isekai? Fantasy je. You know what I mean. Like, zdaj že fantasy postal Isekai. I mean, we don't know that it's not Isekai. Right? Ker vsi smo videli ending Attack on Titan, you know, maybe... Aha, to je bil zdaj mogoče maybe Eren died and he became Frieren. Look, I mean, oboje je tako mal nemško, you know, Eren Jega, Frieren. Oh my god. Ne, Japonci ima same radi nemščino. Ne, niti poskušaj tudi. Oh my god, Japonci ima same radi nemščino. Ja. Ampak